Po 28 letih nenavadnega potovanja življenjskega lahko rečem, da se je te dni nekaj premaknilo v zelo pozitivno smer. Namreč kot violinist sem vedno iskal možnosti, da se umetnost na tak način pozicionira v družbi, da direktno vpliva na razvoj in na omogočenje individualnega človeka, da res najde svoj smisel v življenju in svojo najbolj precizno možnost izraza in smisla. In ko sem spoznal pred 28 leti v moji lastni domovini, takrat sem živel še v Ameriki, se ravno preselil v Nemčijo, in ko sem spoznal v tej pokrajini tukaj Haloz in Ptujskega območja, da je tukaj skrita največja evropska zgodba, namreč zgodba o Parzifalu, vitezu Parzifalu, ki je na istem nivoju kot kralj Artur. Po 28 letih razvoja ideje na tem prekrasnem območju okoli Drave, moram priznati, da se je te dni zares odprla novo možnost, da končno Parzifalova zgodba zazveni lokalno in v mednarodnem kontekstu. Wir sind in Žička Kartuzija. Das war ein Ort des Schweigens. Die Leute sind hier reingekommen und da haben sie geschwiegen bis zum Tod. Die wurden dann nur rausgetragen nach dem Tod. Schweigend rausgetragen. Schweigend rausgetragen. Аз се оправичуjem да мниш не е в реду. Сте разумела? Ja, okay. Hier fangen wir immer an und dieser Ort steht für die Jugend Parzifals. Versteck, wo die Mutter dem Kind nicht entlassen wird in die Welt. Das kennt ihr, ne? Das kennen die Managers auch. Nein, der Baby bleibt bei mir, weil die böse Welt, der Ritter, alle werden totgeschlagen. Nein, das Baby bleibt hier. So, und auf der anderen Seite des Berges ist King Arthurs Schloss. Also diese beiden Orte sind erdichtet für uns. Die sind nicht so bezogen auf die Sage wie ein paar andere, die wirklich damit zu tun haben. Aber wir müssen die Sage als Ganze haben. Und deswegen haben wir uns dann das, was so sein könnte, haben wir dazu geholt, weil wir dann in Zukunft Aufführungen haben werden, wo die jungen Leute eben an allen diesen Orten diese Szenen aufführen. Hier fängt diese Geschichte an. Jetzt werden wir versuchen, nicht zu viel dauernd zu reden und quasseln, und wir gehen rein in diese strenge Haltung des Schweigens. Und ich spiele für Sie in der Totenkapelle eine Fuge. Das machen wir immer, weil die Fugen sind die musikalischen Formen der Inkarnation und Exkarnation. Hier trifft sich Leben und Tod. Ja? So,
Kommen Sie mit. Hier wird dann die Frage gestellt, wer ist Heiliger Geist? Namreč, vsakdo se danes zaveda, če imaš zgodbo, ki je avtentična, to pomeni za, naprimer, za prepoznavnost več, kar vse drugo. Ker avtentična zgodba ima izredno identitetno moč. In ravno v našem času ima Evropa pravzaprav problem identitete. In tukaj, ko smo pravzaprav na ene vrste periferiji Evrope, lahko dvignemo to zgodbo kot praktični primer, kako se Parsifalov princip prenese iz legende preko umetnosti na vsa praktična področja življenja. Mysteriöse Kreuz, damit auf den 3 Bergen. Ursprüngliche Kirche gewesen von dem Kloster, von dem Frauenkloster. Und hier sind 6 wunderbare Säulen und das setzt sich fort in der ersten Etage. Das lohnt sich. Dann gehen wir weiter. In dieser Kirche ist Gianotolando einbalsamiert. Genau. Das ist aus Irland. Und das ist alles deckt sich hier. V tem smislu bi rad poudaril, da smo v teh dneh najdli en modus, kjer bomo globlje sodelovali z ptujsko občino in z okoljem, haloškim okoljem, na tak način, da bo zgodba sicer podlaga tega sodelovanja in ko-kreacije, kot temu pravim, ampak bo pa rezultat se bo poznal takoj v različnih
v provincah gospodarstva, naprimer, in tudi politike. Torej, moram reči, da imam občutek, da smo stopili na eno novo ploščad. Jaz temu pravim rezonančna ploščad. Namreč začeli smo poslušati eden drugega in zaupamo v potenco, ki jo lahko sedaj skupaj razvijamo naprej. Dass der Peter Wasserbrot hat. Aber das ist für Leute, die wirklich gar nicht zahlen können, für junge Leute. Also uns. Kannst du auch. Ja. Es ist sehr einfach. Aber es ist auch verrückt, ne? Dass man in einer so kleinen Strecke so viele Schlucke. Wir haben ja heute 3 dabei, die sagt, die weiß ich nicht. Ja, die ganze Gegend geht ganz schön aufgefallen. Aber es ist so ein bisschen Jaz že lepo vabim vse tiste, ki si to sedaj trenutno ogledujejo, tale moj kratek nagovor, da bomo konec julija skupaj napeli fantazijo, tako rekoč, in skupaj naredili eno sliko bodočnosti, kjer je vsak tako rekoč vključen v ta kreativni proces in bo vseboval vse to, kar je potrebno za regijo, da se dvigne v prepoznavnosti in da se začne tukaj preoblikovati lokalna ekonomija na tak način, da so tisti, ki so dobitniki, ljudje sami, ki tukaj živijo v tem okolju, ne pa da to pobere globalni princip, kot se to danes povsod dogaja. Absolutno. Kar se kmetijstva tiče, pa mislim, da smo že malenkost bolj napredni, da smo tu malenkost bolj odprti, predvsem zato, ker se kmetje zavedajo, da rabijo neke nove oblike kmetovanja, če želijo preživeti, ne? Ker to razvije vsekakor naprej. Nemčija bo zagotovo neki naš svetilnik na tej poti, ki se bomo želeli približati, ampak še veliko Kratko. Ja, kurz fassen, ja. Ja, torej se vidimo spet konec julija. En vikend bomo zadnje 3 dni julija skupaj preživeli v tej Terri Parzival, tej prekrasni deželi, in potem vabim tiste, ki jih zanima, da se udeležijo evropske identitetne karavane, ki bo šla iz Ptuja in Borla
naprej v Sarajevo, Beograd, Črnogoro in se bo zaključila v Tirani. Torej, posod bomo se srečali z lokalnimi podjetniki, kulturniki in bomo skupaj komponirali vsebino bodoče Evrope. Dežela Parsifala oziroma Terra Parsifal, ki jo Miha Pogačnik, naš kulturni ambasador Slovenije in znani violinist, umetnik, zagovarja in vodi že več kot 25, skoraj 30 let v našem območju, predstavlja vrhunsko pomembnost našega območja v evropskem in tudi svetovnem merilu, saj je legenda o vitezu Parsifalu, ki je iskal smisel življenja, vere, Boga in svojega obstoja v največji meri po zapisih Wolframa von Eschenbacha iz dela Vitez Parsifal, ravno v naših krajih, ne, in slovenske Štajerske, med Celjem, Ptujem, vsem vmes, Rogatcem, Halozah, tako da je ne izkoristiti tega dela za dvig kvalitete življenja v naših krajih, oblikovanje turistične ponudbe, doživeti območja, v katerih je Vitez Parsifal odkrival smisel življenja in Boga, bi bilo zares neprimerno. Ne. Zato se trudimo, da z dogodki, z informacijami in z razlaganjem pomena legende o vitezu Parsifalu za naše mesto, za naše okolje in za celotno Evropo seveda to ustrezno umeščamo. Ptuj je v epu Parsifal zelo pomembno zastopan in v tem obdobju, ko se že zavedamo, da naša družba nekako pada, potrebujemo dejanski vzpon, ki ga Parsifalova ideja pomeni. Na tem mestu pa moram poudariti tudi, da tukaj ne gre za neko tisto obskurno obliko duhovnosti, ki je dejansko zatekanje oziroma beg pred situacijo, ampak je duhovnost, ki je soočenje s situacijo, se pravi zmagovalno soočenje s situacijami in potem se skozi to vrstno percepcijo vsega skupaj tudi naučimo, da kaj pomeni sam termin, sam pojem duhovnost, da ni to sedeti na mestu, meditirati, da ni to odmik od dela, da ni to dejansko zatiskanje oči pred težavami, če jih potem ni, ker jih ne vidimo, ampak je zavedanje, da človek v sebi premore tisto moč, da dejansko vsako situacijo v sožitju in sozvočju z naravo dejansko obvlada in da se z eko principom umesti v naravni krog in ne da z ego principom le tega uničuje.